Sedaj, v letu 2021, ko se nam pa je pridružila Lina, pa smo seveda začeli tudi z leseno posodo, barik sočki, 500-litrski sočki, 2000-litrski leseni sodi in kar je pa že meni bila dolgoletna želja, so se nam letos pridružila tudi betonska jajca. Tako da smo v bistvu zdaj vilarke z jajci. In seveda, kot starš sem pa seveda najbolj vesela, da je Lina, ki je najstarejša, nekako začutila to vinogradništvo in seveda ne moreš, lahko svetuješ, lahko pomagaš, ampak moraš pa seveda upoštevati tudi želje otrok. Vsaka etiketa ima svojo zgodbo in zgodba Sauvignona je v bistvu kot Sauvignon, ne, če jo damo tak, če pa jo damo v to, je pa ta infinity znak. 3 infinity znaki so torej 3 neskončne ljubezni do mojih 3 punc. Nekje med trto in kozarcem nastajajo vinske zgodbe, izpod rok izjemnih osebnosti. Spoznajte jih skupaj z mano v vinskem podcastu Iz trte izlito. Na Štajerskem piše nova pravila v pridelavi vin in spreminja pogled, ki smo ga bili vajeni doslej. Tega ne počne sama, temveč s 3 hčerami, ki so vpete v družinsko zgodbo in jo dopolnjujejo, vsaka svojo vizijo, principi, aspiracijami. S tem nadaljujejo družinsko tradicijo. Nadgradile so jo sodobnim, drznim in za nekatere mogoče nekonvencionalnim pristopom. Mihaela Krsnik-Kopše, lepo pozdravljena. Pozdravljena in najlepša hvala za povabilo. Hvala, da si se odzvala in prišla sem. Dobesedno sem te praktično iztrgala iz vinograda, oziroma zdaj je ravno v času najnega pogovora tako turbulentno obdobje za vsakega vinarja. Ne? Tako, ja, na srečo smo v bistvu ta teden malo mirujemo. V prejšnjem tednu smo pa pobrali grozdje za penino in sicer Chardonnay in pa Muscato Tonel. Tako da zdaj še čakamo par dni lepega vremena, naslednji teden pa na polno. Pa na polno začnete. Tako. Imate v vinogradu potem kaj pomoči ali tudi ta del ostane v družini? Ja, bi bilo super, ampak ne gre. Seveda rabimo nekaj pomoči. Seveda je tudi vsa družina vpeta v trgatev, ampak sami ne zmoremo. Smo pa letos zelo veseli. V bistvu letos bomo pridelali prvo ekološko vino, torej po 3 letih preusmeritve bomo lahko napisali na etiketo ekološko. In seveda smo zelo veseli, da nam je bilo vreme naklonjeno letos, kajti letos je, jaz bi rekla, po 4 letih en lep, normalen pridelek. To se pravi, ker v 3 letih preusmeritve smo se malo učili, seveda so bile prisotne tudi bolezni, ki so pač v vinogradništvu nujno zlo, in pa pozeba, tako da toča. Letos pa je vse kot mora biti, vsaj upam, ni še vse pod streho, vinarji smo zelo previdni. Prejšnji teden je bilo na ptujskem koncu neurje s točo, tako da upam, da vreme zdrži in da bomo se veselili letnika 2025. Omenila si usmeritev v ekologijo, to je bila posledica v bistvu neke vizije, želje, trendov. Kako ste stopili v to zgodbo? Ja, je bilo kar, mogoče ne vem, za mene stresno, ampak ja, mislim, da leta 2021 je Lina, najstarejša hčera, začela na veliko pomagati v kleti, v vinogradih in nekako je izrazila željo, da pač si želi ekološko. Udejstvovala se je raznih sejmov v tujini in seveda prvo vprašanje obiskovalcev je, ali je organic, ne? Ste ekološki? In seveda je bil odgovor ne. Tako da sva se skupaj odločili, čeprav sem jaz bila res zelo previdna, zelo skeptična, kar se je mogoče izkazalo tudi za res, ne, da je težko, ni enostavno, ampak se pravi, tako kot sem nekaj po 4 letih, se nam obeta res lepi. Treba je biti vztrajno v vseh pogledih. V vseh pogledih, sploh pri vinarstvu, ni nekih bližnic, Ne, daleč od tega. In seveda
Kot starš sem pa seveda najbolj vesela, da je Lina, ki je najstarejša, nekako začutila to vinogradništvo in seveda ne moreš, lahko svetuješ, lahko pomagaš, ampak moraš pa seveda upoštevati tudi želje otrok. Hiša Vindopler je znana po impozantnem objektu na vrhu, na hribu. A se z vrha hriba vidi več, dlje, širše? Kakšna zgodba stoji za tem? Ja, vedno se z vrha vidi dlje. Ampak ja, imamo to srečo, da je dedek imel nekako nos za lokacije in da je kupil posestvo na 360 metrih nadmorske višine s 360 metrov, s 360 stopinjskim razgledom. Midva z možem smo nekako ta potencial izkoristila in smo potem preselili v leto 2010 celotno proizvodnjo tudi iz Dolje Počehove, kjer stanujemo, na Kozjak, kjer imamo sedaj od 20 klet in pa od letos tudi restauracijo, kuhinjo, degustacijski prostor, žganje kuho, tako da smo kar bili pridni. Ste razširili vse te Tako. 360 praktično. Ja, na vse strani. Na vse strani. Kako bi danes opisala filozofijo Vindopler? Kaj lahko najdemo v kozarcu? Ja, predvsem dosti dela, dosti znoja, zgodovino dedka, moje mame in pa, kar je najbolj pomembno, neko mlado zagnanost, novejši pristop. Torej, v letu 2010 smo v bistvu, takrat so bila moderna, sveža, lahka, sadna vina in smo to tehnologijo prilagodili temu, torej smo imeli večinoma cisterne iz nerjavečega jekla. Sedaj, v letu 2021, ko se nam pa je pridružila Lina, pa smo seveda začeli tudi z leseno posodo, barik sočki, 500-litrski sočki, 2000-litrski leseni sodi in kar je pa že meni bila dolgoletna želja, so se nam letos pridružila tudi betonska jajca. Tako da smo v bistvu zdaj vinarke z jajci. Odlično. Najbolj, kar mi je všeč pri celotni tej zgodbi, je ta medgeneracijski povezovanje. Tudi nekje sem zasledila razkoraki. Pustila si hčeram, da nekako vstopijo v to zgodbo. Nisi bila tista, ki reče, ne, tako bomo zdaj nadaljevali, kakor sem jaz, ampak si dovolila, da to mehkobo, da se nekako vključijo v zgodbo, poslušala si jih. Koliko se razhajate? Kdo vodi krmilo? Ja, jaz včasih še res moram reči, da še vedno jaz, čeprav je najlepše in pa tudi najtežje je delati s svojimi, sigurno pretehta, da je najlepše. Seveda prihaja do razhajanj, kar se mi zdi normalno, tudi druge je tako. Ampak se mi zdi, da bolj, ko družina stopimo skupaj, smo pa praktično nepremagljivi. In se mi zdi, da tako kot sem rekla, izkušnje in pa tista mladostna zagnanost pri obeh, torej tudi sedaj na novo, če lahko tako rečem, v letošnjem letu pri Lani in fantu Juriju, ki sta v bistvu se pa podala v kulinarične vode, je to res nekaj najlepšega. Nedolgo nazaj ste nekako se malce reorganizirali tudi na Linino pobudo, kot si sama rekla. Imeli ste tudi segment letečega enologa v sami kleti. A je bil on tudi nek mediator med vsemi generacijami, željami? Ja, moram reči, da Uroša poznam še, skupaj sva študirala, v bistvu sva se spoznala pred davnimi leti in že takrat je bila med nama kemija in potem, ko smo se razšli z prejšnjim enologom, sem ga poklicala in je bil takoj, vesel je bil mojega klica, vesel je bil izziva, kajti Uroš je Primorec in da se seli na Štajersko, je bil tudi, verjamem, za njega izziv.
ampak jaz mislim, da smo res eno tako lepo zgodbo spisali. Lina se je seveda naučila ogromno od njega in se mi zdi, da je res bil preskok, kakovostni, stilski, oboje. Kako ste se lotili vse te zgodbe, ki ste začeli? Ja, je bilo kar pestro. V bistvu Uroša smo poklicali, mislim, da med korono 2020. Vina smo imeli v kleti, zdaj kaj bomo z njimi, ne? In pol seveda najprej so bila pokušanja, vsake cisterne, potem blendiranje, tako da smo spravili v bistvu. Vina so bila okej, ne? Malo je bilo samo treba jih izpiliti, ampak ni pa bilo to, ne? Tako da pol za letnikom 2021 smo pa res začeli delati to, kar si želimo. Ena taka štajerska vina s telesom, z takim, taka malo bolj močna, če lahko tako rečem, strukturna, ne samo tista na prvo žogo, ne. Seveda je to povezano tudi s kulinariko. Takšna vina po sebi kar kličejo dobro hrano. Tako da imamo seveda tudi linijo vin, ki so sveža, torej fazan, ki je zelo tak prepoznaven po etiketi, potem zeleni silvanec, ki je ena taka štajerska posebnost, ki ga ni ravno dosti, in pa roze, ki pa seveda mora biti sveži. Tako da te 3 etikete so ostale sveže, ostala so pa res bolj taka kombinacija inoksa lesa ali pa čisto zorjena in seveda po linini zaslugi tudi imamo macerirana vina. A misliš, da je to tudi en korak, da presežemo že končno te meje, stigme, štajerska vina, samo to briška, samo to absolutno dolenjska, da nimamo več teh kategorizacij, ker se toliko nekih stvari spremenilo, moderniziralo tudi, ne? Tako da zdaj včasih že skoraj, recimo, težko, včasih smo točno vedeli, to vino je z Primorske, to vino je z Dolenjske, to je Štajerec, ampak zdaj pa se mi zdi, da so že včasih, sploh če so zorjena, lahko kakšno štajersko zamenjaš za primorsko in obratno. Tudi ravno zaradi te selitve, ne, kot tako, si rekla. Ja. Včasih je kakšen pogled pol. Tako. Kaj bi rekla, glede na trende vina, uživanja v vinu? Zdaj, ti imaš pogled mlajših generacij. Gen Z generacija, nekako kot jo imenujemo, že posega po nekem bolj zdravem načinu življenja, kar izključuje na nek način alkohol, čeprav naša generacija vidi vino tudi kot del kulinarike, predvsem. Tudi kot nek užitek, seveda govorimo o zmernih količinah. Kaj meniš, kakšna bo prihodnost tega vina brez alkohola, z manj alkohola? Ja, jaz upam, da bo vino se obdržalo, tako kot se je obdržalo skozi tisočletja. Zelo vesela sem, da pri nas imamo veliko mladih gostov, ki pijejo vino, pridejo na kozarček, vejo, da bojo vedo, kaj hočejo, torej suho, penječe, ne govorimo več, če pridemo k nam oziroma kakemu vinarju šampanjec, torej dobijo penino. Se mi zdi kar razgledani, vedo, kaj hočejo in to me res fascinira, ne, da ni tiste, ne vem, gin tonic, tako da, ne vem, mogoče je to specifika, ker že v začetku vedo, da gredo na vinsko destinacijo in potem, ampak je pa zagotovo trend teh nizkoalkoholnih vin, brezalkoholnih vin, bomo videli, bomo mogli biti pazljivi, nepazljivi, pač v času s trendom in v koraku s trendom in Tudi kultura, v bistvu, pitja vina se je nekako dvignila, ne? Vsak zdaj dejansko ni nam pomembno, da zberemo neki, ne? Ampak tako, kot si rekla. Rajši manj, tudi če kozarček stane, ne vem, nekaj, par evrov več, ni to pomembno, samo da je dobro in da je prav postreženo v pravem kozarčku. Vedo, mladi sem zelo vesela res, da so osveščeni glede pitja, glede trendov,
Ja, in da zbirajo destinacije. Tako, tudi. ja. A je bil to na nek način tudi povod, ali je bila skozi ta želja pripojiti kulinariko v večjem obsegu tudi k vinski zgodbi? Vemo, da na nek način vsi, tudi sama, ko grem, iščeš vedno nekaj več, neko doživetje, izkušnjo. Ni več dovolj tisti kozarec vina, pa narezek, da dobiš, si postrežen sir, malo salame. Ampak tudi je super, ampak želimo več. Neko doživetje. Ja. Ne? Ja, to je bila vedno moja želja, ampak se pravim, jaz lahko kuham za družino, ne morem pa za goste. In nekako se nam je res poklopilo, da sta se moja srednja hčera Lana in pa Juri spoznala pri Denku, šla za nekaj let v tujino, se izobraževala v odličnih restavracijah, ampak bolj sva jo vprašala z možem, kaj pa zdaj, kaj si želita, in sta rekla, da bi prišla domov, ne? In potem je padla ideja, zakaj pa ne bi imeli restauracije, ker do zdaj smo imeli mi, ne vem, ogromno porok, dogodkov, praznovanj rojstnih dnevov, teambuildingov, ampak smo vedno imeli cateringe. In prvič že hrana, če catering jo pripelje na lokacijo, zagotovo ni taka, kot če pride direktno iz kuhinje, ne. Potem seveda tudi ekonomika ni takšna, ne. Tako da je to bilo res taka sreča, da sta se ona dva odločila in da lahko nadaljujemo zgodbo na tak način, ko smo se zastavili, torej, da dobijo gosti res nekaj več. Kot celostno izkušnjo, ne, pravzaprav. Tako. Kako sta pa sestavila jedilnik? A je bil primarno takšna vina, pa potem izhajamo iz vin v kombinacijo s hrane, ali sta imela svojo vizijo? Tu sem jaz ima pa res dala proste roke, ker pri vinu še imam kar nekaj besede. Čeprav zelo rada jem, ne, ampak tam sta pa res ona dva imela proste roke, tudi pri izbiri pribora, krožnikov in seveda tudi meni. Tako da meni se bo spreminjal, je zastavljen, tako se mi zdi, ker kako ne rečem, za vsakega se najde nekaj, torej, in za vegetarijance, za mesojedce, tako se mi zdi, da je res, da vsak najde nekaj. Se pa vidi šola, v bistvu, ki je Juriju blizu, tale francoska šola kulinarike, tako da se mi zdi, da je res, da ni tistih samo omakic, pa to, da je tudi nekaj več. Ampak najbolj mi je pa všeč pri Juriju to, da vedno pa doda ljubezen. Se mi zdi, da na krožnikih, ko pogledam njegove krožnike in tudi, ko jih gostje okušajo, se res vidi, da to ljubezen v krožnik, ker praktično krožniki se vsi vračajo prazni, pa ne, vprašamo pol goste, ker nas je bilo včasih strah, kaj pa če je premalo. Ne, tako dobro je. Tako da, ja. Odlično. A si potem v družini nekako vloge porazdelite, ali si med sabo pomagate tam, kjer je potrebno? Ja, absolutno je fajn, da so nekako vloge porazdeljene, torej Lina je glavna v kleti, v vinogradu, Juri seveda v kuhinji, Lana v restavraciji, jaz pa sem vse posod. Manevriram, tako. Med nekaterimi, ampak omenila si, da vino ti je kljub samo ljubo. Bližje, tako, absolutno. Danes si prinesla tudi eno steklenico s sabo. Boš povedala Sauvignon? Tako. Ja, Sauvignon je pač meni najbolj ljuba sorta. To so vedeli v agenciji Aritmija, ki so nam delali etikete. Vedela sta tudi Uroš in Lina, ko smo to blendirali. In ja, v bistvu je Sauvignon nekako tak en kompromis, naš Sauvignon je kompromis, in sicer del Sauvignona je zorel v lesu, torej taki bolj sveži, tisti štajerski, del pa bolj v 500-litrskem sodu. Spontana fermentacija in potem smo pred polnitvijo naredili eno tako kupažo in ga napolnili steklenice. Je letnik 21.
se mi zdi, da je taki res netipični štajerski. Tako smo prej rekli, da je malo tega, primorskega malo pridiha še zraven. Mogoče tudi etiketa se mi zdi zelo zanimiva. V času korone smo spremenili našo celostno grafično podobo. Vsaka etiketa ima svojo zgodbo in zgodba Sauvignona je v bistvu kot Sauvignon, ne, če jo damo tak. Če pa jo damo v to, je pa ta infinity znak. 3 infinity znaki so torej 3 neskončne ljubezni do mojih 3 punc. Tako da in potem seveda fazan ima svojo zgodbo, ker so pač pri nas na dnevnem obisku vinogradov vsak dan fazani. Potem renski rizling ima 360 zaradi razgleda. Efekt po dedku, ker ime Doppler smo ohranili predvsem zaradi dedka, ki je bil Doppler. Tako da Vse ima svojo linijo. Vse ima svojo zgodbo. Vsaka linija svojo zgodbo. Eno drzno potezo ste pravzaprav naredili tudi pred kratkim. Sem zasledila, da ste zasadili vinograde na ravnini. Okay. To je mogoče ena taka stvar, ki rečeš, a je to del tudi neke sodobnejšega pristopa, a je to mogoče tudi neka taktika kljubovanja podnebnim spremembam, ki vseeno na nek način afektirajo vinogradnike tudi, ne? Ja, v bistvu je vse, kar si naštela, glavni krivec za to pa je moj mož. In sicer lani oziroma predlani so bile res vremenske razmere slabe, torej deževalo je praktično vsak dan in smo iskali te niše za škropljenje, ker vemo, da v ekološkem vinogradništvu pač uporabljamo samo kontaktna škropiva, ki se z dežjem sperejo in pač moramo škropiti takoj po dežju. To v strmih vinogradih je zelo težko, ne, ker lahko s traktorjem kar letiš in to se je tudi njemu zgodilo in je rekel, ne bom več škropil, ne bom več tvegal. Imeli smo pa v preteklosti smo pa imeli živino in imamo pač tudi njive. In smo 5 hektarov vinograda nasadili v ravnini. Bili so seveda pomisleki stroke, ampak sedaj moram reči, malo priznati, da smo vinograd nekaj zanemarili, ker smo zidali, letos je bilo vsega preveč, torej zidali trgatev, tako da po trgatvi bo pa prišel ta vinograd na vrsto, da ga uredimo, oporo, protitočne mreže. In verjamemo, da bo, zagotovo bo, ker te podnebne spremembe so v dolini, se mi zdi, bo seveda prej pozeba, ampak tudi lani smo na 360 metrih imeli pozebo, tako da temu ne moremo, tudi toča bo tu in tam. Ampak obdelava bo pa zagotovo lažja. Enostavnejša, bistveno. Ja, takoj po dežju bomo lahko šli noter in Kaj pa okus? To bomo pa videli. To bomo pa videli. Zemlja je lepa, glinena, tudi lapor. Bomo videli, to pa bomo se pustili, presenetiti. Danes se srečujemo s fenomenom na več področjih, pravzaprav v več branžah s pomanjkanjem kadra, s pomanjkanjem dobrega kadra. Misliš, da je družinska zgodba nekako ključ do uspeha, do uspešne zgodbe za naprej, kot jo peljete recimo vi? Ja, jaz mislim, da zagotovo. Družina je le družina in ti bo stala vedno ob strani, tako kot sem rekla, je najlepše, ampak tudi najtežje, ampak jaz mislim, ker tako si rekla, kader ga ti izučiš, ne vem, lahko govorim recimo o kuharju, ne. Če bi zaposlili kuharja, bi bil mogoče pri nas 1-2, pol bi pa seveda se naučil in pa šel, ne. Jaz upam, da bo ta ljubezen med Lado in Jurijem trajala, da nas ne bo zapustil. Tako da sigurno je družina tista, ki ti bo stala ob strani in je lažje, ampak seveda vsega pa ne zmoreš sam, tako da imam jaz že 30 let eno gospo zaposleno, tu in tam imamo študente, ne zmoremo sami vsega. Ja, seveda, je kar veliko obseg v bistvu. Tako.
Da si se znašla v tej zgodbi, je na nek način kriva tvoja mami, oziroma tako, kot si omenila, tvoj dedek. Ampak ti si tudi sebe videla v vinski zgodbi? Ali... Ne, po končani osnovni šoli sem šla na gimnazijo in pol sem se nekako spogledovala z medicino, ampak sem videla, da nisem jaz tako pridna, da nimam takega zicledra. Tako da sem se pol vpisala na agronomijo in mama je rekla, da je tisti dan bil najlepši za njo. Fajn je bilo, da me res starši niso nič silili. Torej sem se odločila sama in ja, pa mislim, da če bi me zdaj kdo vprašal, bi se še enkrat verjetno odločila za isto pot. Čeprav včasih, ko so te vremenske neprilike, torej pozeba, toča, tudi korona, si misliš, kaj nam je tega treba, ampak pol pa vidiš, da si le sam svoj gospodar v vinogradu, kjer delaš, pa te hkrati dela pomirja. Lepo je. Se pravim, sam narava mora biti naklonjena, pa ne bomo nikoli jamrali. A si potem ti za svoje hčerke tudi potihom upala, da se bodo priključile, ali si jih že usmerjala? Je bilo to v bistvu neka spontana? Ja, jaz upam, da je bilo spontano. Res sem jih vključevala v degustacije, ko smo imeli, tako da so vedno letale za mano v vinogradu, v kleti. Ampak so se tudi čisto same odločile. Seveda je bila želja, da bi vsaj ena, ne, zdaj pa sta dve, ta najmlajša bomo pa videli, kam bojo podbodla, ona še pa je gimnazijka, tudi zelo pridna, tudi zelo pomaga, bomo videli. Verjetno v vsem tem času je tudi materinsko vlogo bilo zelo težko usklajevati, tako kot te poslušam, pa spremljam, verjetno to, glede na to, da si bila vpeta v vse procese praktično zmeraj, je to bil kar izziv, verjetno. Je bil izziv, absolutno, sploh, ko smo gradili klet, tam 2010 pa naprej, ko so še bile punce male, se je poznalo, najbolj se je poznalo na prodaji, ne, ker saj veš, vinarji moramo hoditi se okrog. In jaz nisem hodila, ne, in mogoče smo takrat malo, rekla, zaspali, ampak ni nas bilo, ne, in če te ni na trgu, te ni. Tako da pol, ko smo pa zgradili klet, tudi potem začeli z degustacijami, z dogodki, pa se mi zdi, da smo prišli malo ven iz te neprepoznavnosti. Sedaj pa pač nadgrajujemo to in upam, da nam z restavracijo še bolj uspe. Krono še zmeraj nekako nosiš verjetno v družini ti, ne? Kot prva mariborska vinska kraljica. Kakšni so tvoji spomini na to obdobje, pa mogoče kakšno funkcijo ima zdaj ta naziv? A je pomemben tudi z nekega stališča prepoznavnosti, mogoče z turističnega vidika? Ja, jaz sem to bila davnega leta 96 in takrat je bilo mogoče res vse drugače. Izbor je potekal čisto tako spontano, potem tudi sedaj imajo te naše vinske kraljice vse take modne. Jaz sem imela nošo, one imajo vse oblekce priznanih proizvajalcev, ampak absolutno je zelo pomembno in mariborska in slovenska za prepoznavnost regije in se mi zdi, da treba to podpirati. Vse punce se mi zdi, ki se prijavijo na to, ki so izbrane, so vredne te krone, znajo zastopati Štajersko, Slovenijo, tako da absolutno je to pozitivna stvar. En delček tega združevanja, kombinacij panog oziroma širše ponudbe so že nekako omenili. Kaj pa to pomeni na področju vinskega turizma? Da se nekako vinski turizem tudi povzdigne, ne samo na neki regionalni ravni, ampak tudi na državni. Vedno se nekako spogledujemo z avstrijsko vinsko cesto, ki je streljaj stran. Kako ti vidiš? Pa jaz mislim, da smo kar že naredili dosti, da sploh pri nas zdaj, če lahko rečem Kungota, večina tisti glavni je Gregor Vračko za hišo Denk, ki je v naše kraje prinesel Mišelinko. In res moram reči, da imamo
zaradi njega in pa seveda tudi zaradi vseh ostalih dosti avstrijskih gostov, ki seveda eni so tako malo se izgubijo včasih, drugič pridejo načrtno. In pomembno je tudi, da se ti gosti vračajo. Jaz sem najbolj srečna, ko vidim, da gost pride drugič, tretjič, ne, da ni samo prišel iz Firbca, ampak bolj, da pride nazaj. In absolutno se mi zdi, da pri nas na Štajerskem, teh naših koncih imamo zelo raznoliko ponudbo, tako da lahko tudi gosta zadržimo 2-3 dni. Tako da ja, in se mi zdi, da tudi se vidi, da mladi prevzemajo vloge. Imamo dosti tudi novih vinarjev, ki so predali mladim štafeto, tako da ja, super. Ampak seveda treba delati na tem, absolutno, tako si rekla, in v Sloveniji in pa seveda tudi čez mejo, tako da povezovanje je absolutno zelo pomembno. Ste tudi prisotni v bistvu na tujih sejmih v tujini? Ja, zdaj malo nismo bili, ampak letos pa, oziroma naslednje leto pa bi, Lina je rekla, da bi želela biti v Parizu ali pa v Düsseldorfu na Provajnu, tako da ja. Okay. Da že malo promocije, tako, da se razširi. Ja, pa tudi seveda, da vidimo, kje smo, ne možeš biti sam doma, pa si misliti, to je to, ne, da vidiš nove trende. Ja. Kako pa ti prepoznavaš okuse teh, ki pridejo k vam recimo na pokušnje, kakšni so naši okusi, kaj imamo radi pri vinih? Ja, spremenilo se je zelo, ne vem, ko sem jaz študirala, še smo pili vsi sladko vino, ne. Zdaj absolutno je tega dosti manj. Tako da posegajo ljudje po svežih vinih, ob hrani, ob kakšnih zorjenih vinih, ob sladici pa ja, normalno tudi kaki muškat ali pa celo kaka penina. Tako da so, se pravim, ljudje res, jaz vedno vprašam, kaj imate radi in potem jim ponudim iz naše vinske karte, kar se mi zdi, da bi jim pasalo. Tudi poleg recimo te turistične, ko sva omenila ponudbe, nas čakajo tudi sobe, kdaj v prihodnosti? Mogoče prihodnje, bomo videli, zdaj sva rekla z možem malo, da zadihava, ker je le bila to investicija, tako da zdaj počasi se bo začelo, da ne bojo samo odhodki, da upam, da bojo tudi prihodki in bomo videli. Bojo še nekaj otroci naredili. Midva sva jim dala temelje. Kje se pa vidiš ti oziroma Doppler kot celoto družino čez 5, mogoče 10 let? Ja, jaz si želim v prvi vrsti, da smo seveda zdravi, da nam ta koncept, ki smo si ga zastavili, torej z restavracijo uspe, da bomo imeli goste zadovoljne, ki se bojo vračali. Ja, in absolutno mogoče čez par let, 5-6 let, tudi kakšne sobice, da bojo gosti še lahko prenočili pri nas. Tudi žganje kuho smo dodali k naši ponudbi, tako da to je bolj Boštjan tisti, ki se ukvarja s tem. Tako da bomo letos dali na trg vinjak, ki smo ga destilirali v leto 2014, torej bo več kot 10 let zorel, je več kot 10 let zorel v lesu. Tako da tu bomo še malo razširili na destilate ponudbo, pa že ne vem. Se pravim, bodo si sigurno mladi še kaj izmislili. Absolutno. Kaj pa je tvoj, bi rekla, moto oziroma neka inspiracija, ki jo imaš takrat, ko je več izzivov, ko je najtežje? Kaj te žene? V bistvu so res otroci tisti, ne, ker se mi zdi, da ko gledaš včasih, ne vem, ko ti narava nagaja, ne, si misliš, joj, groza, ampak si misliš, glej, skupaj smo v tem, bomo preživeli, ne. Mogoče je tudi za nas lažje, ker v bistvu Boštjan ima svoje podjetje in nekako je včasih, večinoma je injekcija pride iz njegovega podjetja, ne obratno, ne, tako da je fajn, če imaš 2 panogi, da nisi čisto odvisen od narave, ne. Ja,
se mi zdi, da sam, da si zdrav, pa da so odnosi zdravi, potem ni tako hudo. Pa da bodo mlade generacije prevzele to Tako. krmilo v bodoče. Ne? To se že kar, so res pridne, odgovorne, tako da sem res ponosna. No, super. Mihajla, hvala Hvala. za tale pogovor. Hvala, da si prišla v tem času trgatve, uspešno trgatev še naprej. Vas pa vabim, da sledite našim vinskim zgodbam še naprej.